Dober dan, drage poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi današnjo oddajo skupaj z gostjo. Iztočnica današnjega klepeta je knjiga Šepet prebujenja avtorice Nataše Kogoj, ki je že z nami v studiu. Dober dan. Dober dan. Navdihujem, prebujam, dajem orodja. Če bi vas, Nataša, hotela predstaviti, so te besede pravšnje, kaj ne? Ja, ker v bistvu je to res, kar počnem, ker se mi zdi tako pomembno, da smo ljudje motivirani, zadovoljni, da rastemo in vsi vedno, vsaj kdaj pa kdaj potrebujemo neko podporo, da nas nekdo malo navdihne, da nas podpre, zato ker potem gremo lažje naprej proti svojim ciljem. Licenčni NLP coach je sicer vaša profesija, če rečem takole. Ja, to je ena izmed. Sem mednarodni licenčni NLP coach in NLP trener. Sem tudi licenčna družinska terapevtka, dream builder coach, kaj pomeni, kako živeti svoje sanje, in pa tudi hipnoterapeut in regresoterapeut. Ja. Kar dolg seznam raznih znanj, ki vam pomagajo, lahko rečem, boljše živeti? Absolutno, zato ker vse to lahko povezujemo, ker ljudje smo celostna bitja in zame je zelo pomembno, da potem tudi celostno pristopimo k človeku, ali jaz sama do sebe ali do drugih, ki jim pomagam, zato ker samo na ta način jaz verjamem in vem iz svojih izkušenj, da lahko dosegamo boljše rezultate, spremembe trajnostne, zato da pač lepše in lažje živimo. Precej delavnic je že za vami. Kaj je tisto, kar vedno znova navdušuje vaše udeležence? Jaz mislim, da je moja avtentičnost, veliko seveda znanj v vseh teh letih, ker nisem več rosno mlada, se je veliko znanj in izkušenj nabralo, in pa razne tehnike, orodja, ki so konkretna, kako si lahko vsak sam doma pomaga. Ne, da more hoditi nenehno na neke delavnice, ampak da dobi orodje in da lahko s tem sam nekaj naredi. V meni je moč, da zabrišem vse sledi. Skladba namreč. Res je. Kdaj začuti človek to moč v sebi? Res jo imamo. Najprej je to tako pomembno. Jaz se mi zdi, da sem se še bolj zavedla tega, ko sem postala babica in sem videla, s kakšno močjo se rodi dojenček, s kakšno močjo smo se mi rodili. In kdaj jo začutimo, skozi jo imamo v sebi. Največkrat pride ponavadi ven takrat, ko pademo v neke globoke luknje in ko se je treba ven pobrati in vidimo, da imamo moč v sebi. Tako da, zakaj nam jo na pol poti včasih primanjkuje? Jaz sem rekla na pol poti ali pa tik pred koncem. Kaj delamo mogoče narobe, česa se ne zavedamo dovolj močno? Jaz mislim, da ravno tega, da jo imamo v sebi in da si dovolimo, da začnemo dvomiti v to. Da začnemo dvomiti vase in začnemo bolj poslušati, kaj nam govori okolica, kaj nam sporočajo, in mislimo, da so vse drugi bolj pametni za nas kot mi sami. In takrat največkrat obupamo in pozabimo na svojo moč. Ampak, Nataša, ravno zjutraj sem poslušala en podcast, ki je govoril o generaciji Z. Se pravi, namreč zdaj sem ujela tvoje besede, da poskušamo se zapeljati na pot, kaj bojo rekli drugi oziroma kaj pravi okolica. Generacija Z se s tem ne ukvarja. Mi se s tem ukvarjamo, kaj bojo rekli drugi. Oni gredo svojo pot. Zakaj je temu tako? Zakaj je to, bom rekla, cela generacija bila potrebna, da smo prišli do tega ali da so prišli do tega, da vendar le ni najpomembnejše mnenje drugega? Zdaj ne vem, kakšni so res ozadja za to, ampak jaz velikokrat razmišljam v tem smislu, če pogledam na primer svoje starše, skozi kaj so šli v življenju, bili so otroci vojne, bilo je težko, bilo je veliko negotovosti, nezaupanja, veliko nekih, bom rekla, kako naj temu sploh rečem,
in si teže zaupal sebi, se mi zdi, čeprav si res dobro preživel, če si res zaupal sebi, a ne? Tako da ne vem, mogoče ne vem, kakšen je Ampak vi nas odgovor. učite pravzaprav na teh delavnicah, da se tega znebimo. Ja, to pa je res. In se tudi da tega znebiti. Ampak se da to narediti z vajo, z disciplino, s tem, da se opazujemo, da pogledamo nazaj, kaj vse smo že dosegli. Mogoče je zdaj odgovor mal na to, kar mi je prišlo zdajle na misel, kar ste prej vprašala, in sicer to, da en tako kolektivno zavedanje je pri nas ali pa neko prepričanje, lastna hvala se podmizovala. Da včasih se nismo smeli pohvaliti, ker so zmeri rekli, kako pa misliš, da ti si. In smo potem zmeri, saj jaz... Danes je hvale preveč pri mlajših. Preveč imamo za generacijo, ki pa tudi samo jaz, pa jaz. Narcisoidno. Ja. Ampak ne posplošujeva, ne? Pogovarjava se o tem Pogovarjava se o nasplošno. tem, seveda ne, hvala Bogu. In je treba skozi iskati to ravnovesje. In jaz mislim, da je tukaj res tudi veliko in ena stvar, ki jo jaz učim, je definitivno bodi ponosna nase, bodi ponosen. Za vse te stvari je potreben čas, da jih ozavestimo, da se zgodijo. Ampak nekateri pravijo, da je dovolj samo klik. Kako doseči ta klik? Ja, seveda je dovolj klik. Pridejo stvari čez noč, ampak pozabimo, da je bilo vmes ali pa prej, pa kar veliko dela vloženega v to. Zavedanja, ne vem, nekih vaj, discipline, že spet in tako naprej. In ja, potem se lahko zgodijo stvari čez noč. Se pravi, je disciplina nujna za to, da dosežemo, uporabila bom besedo preboj, pa ne vem, če je pravšnja. Jaz sem prepričana, da ja. In zame pomeni disciplina, ljubezen do sebe. Prepričana sem, da so za knjigo uspešnico, bi lahko rekli, Vožnja v svobodo slišali že vsi. Skoraj, menda. Pravzaprav vas je ta knjiga tako rekoč izstrelila med številne bralce, poslušalce, udeležence delavnic, pa definitivno tudi v svobodo, Nataša. Res je. To je knjiga, ki je nastala pred 7 leti, 2017. In sicer, ko sem pustila redno službo in upala začeti slediti svojim sanjam. In takrat sem mislila, to je pa čist simpel, ne? In potem sem se soočila s svojimi prepričanji. To, kar sva že prej govorili, kaj bojo pa drugi rekli, a sem jaz dovolj okej ali nisem, kdo me bo sploh poslušal. In eno tisto glavno je bilo, kaj če me bo življenje kaznovalo, ker si bom upala več. Ne vem, od kje je prišlo, ampak to je bilo zelo, tako da je bilo to kar težko obdobje, intenzivno. In knjiga mi je zelo pomagala, v bistvu tudi sama, da sem prišla ven iz tega. Knjiga govori o tem. Pa povejte mi, je bilo težko spremeniti ta prepričanja? Prepričanja nikoli ni enostavno. Se pravi, biti dovolj dober, a ne? Tudi v svojih očeh. Sej to. Veste, jaz zelo velikokrat dam primer Whitney Houston. Zame je fantastična pevka, lepa ženska, bila je uspešna, bogata, občudovana, vse v presežkih. Se strinjate? Absolutno. In istočasno vemo, kakšen je bil njen konec. Nič nam ne pomaga, če poslušamo druge ali pa nam govorijo, dobra si, super si, ne vem kaj še vse, če jaz tega ne čutim noter v sebi. In mislim, da je res moje poslanstvo to, da sebe in druge učim, kako začutiti to svojo vrednost. Kako ste to začutili? Še bom vrtala. Super. Prvo se mi zdi, da je to nekaj, kar ni konstantnega in stalnega. To ni nekaj, da rečeš, zdaj se pa čutim vredna. Zato, ker se skozi spreminjamo, pridejo novi izzivi, in kar naenkrat se spet zamajajo tla pod nogami in podvomeš vase in v svojo vrednost. Ampak se to počasi gradi. Tako kot ste rekla že prej, spremembe so proces. In tako je tudi to, da gradimo svojo vrednost, proces, ga moramo pa sami, nihče nam tega ne more dati. Lahko nam da samozavest za nekaj trenutkov, lahko nam to malo dvigne naš ego, ampak tistega notrega, globokega občutka vrednosti moramo sami sebi dati. In se bom spet vrnila nazaj tudi s prakticiranjem ponosa nase. Pa se vas še kdaj polotijo takšna prepričanja za
trenutek ali dva? Seveda, absolutno lagala bi, če ne, in sem prepričana, da se vsakega izmed nas in zato je zame tako pomembno, da to tudi na glas povem. Ampak zdaj imate orodje, kako jih utišati, verjetno je to ta sprememba. Tako. Orodja so in nekaj bi tukaj popravila, ne gre za utišati jih, ampak gre za zaznati jih in sprejeti. Vsi poznate tisto zgodbo o črnem in belem volku, katerega hraniš, ja? Torej, ali bom hranila, nisem dobra, drugi so boljši, mi ne gre, ali pa bom rekla, volk, hvala, da si me spomnil, da sem lahko še boljša, zdaj pa lepo tukaj lezim, bodi zraven mene in dam briketke belemu volku. Vožnja v svobodo, torej Nataša, ampak potem pa zgodbe za življenje, zgodbe zdravja, ki navdihujejo in negujejo ljubezen do sebe. To je druga knjiga, kaj ne? Tako. Ta knjiga je šla lansko leto in ima 52 zgodb. To so različne zgodbe, legende, neke, bom rekla, ljudske zgodbe in tako naprej iz celega sveta, ki sem jih leta in leta zbirala in ob njih moja razmišljanja, ker vsaka zgodba nas nagovori. Samo, če želimo to videti. Šepet prebujenja, knjiga, ki ima koliko misli, Nataša? 99 pa res? Misli. Kako je nastajala? Komu je namenjena? Zakaj ravno zdaj? Nastajala je kar pravzaprav, mislim, skozi leta, zaradi tega, ker so to misli, ki sem jih dobila v tišini, v meditaciji, v kakšnih situacijah, ko so se mi dogajale in so se pojavljale te misli in potem sem jih zapisovala. Namenjena je res vsakomur, zato ker so to misli, ki nas navdihujejo, ki nas lahko motivirajo, ki nam dajo nek, bom rekla, mogoče odgovor na kakšno vprašanje. Zakaj zdaj? Ker mislim, da je zdaj pač najboljši trenutek. Se s tem ne ukvarjate, verjetno, ne? Ampak se prepuščate toku. Se pravi, misli, ki nas nagovarjajo, ima prav poseben namen, ne? Se pravi, kdaj vzeti v roke in kdaj odpreti na ključno to knjigo? Lahko nekatere bralke so mi že, večina je pač bralk, je pa to knjiga, ki je seveda namenjena vsem, da jo imajo kar na nočni omarci. Ali zvečer, da odprejo misel, pa potem s to mislijo zaspijo, ali zjutraj, da se naravnamo na dan, ali tako, kot sem rekla, če imamo kakšen izziv, vprašanje, ne vemo, kako bi, odpremo in se pravi, kakšno je morda sporočilo, ki ga želimo, oziroma ki naj bi ga slišali danes? Boste kar vi odprla, pa da vidimo, kakšno je? Velja. Ko ste hvaležni za vse, kar ste, kar znate in kar imate, si dvigujete vibracijo in vesolje vam bo dajalo še več tega. Fantastična misel. Ravno za danes. Pa še solsticije. O solsticiju bova tudi kakšno rekli v nadaljevanju, kako izkoristiti današnji dan, ne? Tako, ta misel nas nagovarja, kako pomembno je biti hvaležen v življenju. A veste, ker največkrat gledamo samo na to, česa nimam, kaj bi rada. Pa se fokusiramo na to, in se na to fokusiramo. To misel odpreš in si rečeš, wow, si res. Jaz sem danes lahko hvaležen za to, ker sem dobro spala, ker sem se zjutraj zdrava zbudila, da imam toplo vodo za stuširati. Veste, na kaj nikoli ne pomislimo, da imamo en odličen, mehek toaletni papir, ne? Včasih, ko sem bila smehna, samo po sebi umevno. Jaz, ko sem šla k stari mami, smo imeli še cajtank papir na WC-ju, ki je bil naš trbunk. In nič ni samo po sebi umevno in to želim. In ko mi to prakticiramo, si res dvigujemo svojo vibracijo. Veste kaj, ne mi verjeti, dejte poskusiti. Par dni pa boste videli, kakšna je to razlika. To sem zdaj nagovorila mal najine poslušalce. Morda še ena. Dovolite si biti original in ne kopija.
stop. Ja, vsi smo edinstveni. Jaz vem, da v teoriji to vsi vemo, ne? Žal pa v praksi zelo velikrat pozabimo. In zame je tudi tako noro, ko pravijo, da ima čisto vsak na tem božjem svetu drugačen prstni odtis. Res je. In tako smo tudi mi res čisto drugačni. In si to moramo dovoliti. In si moramo dovoliti. In ne biti kopija. A veste to, ko gledamo, ko hočemo biti podobni, pa te igralki, pa uni pevki, pa te sošolki, pa ne vem komu še vse. Dej bodi to, kar si. Nataša, šele ljubezen do sebe, še ena zadnja, rodi ljubezen do drugih. Kaj pomeni imeti se rad? Kaj pomeni ljubezen do sebe? To je bilo zame zelo dolgo floskula in zelo dolgo sploh nisem vedela, kaj to pomeni. Jaz sem mislila, da to pomeni iti k frizerju, pa na manikuro, pa na masažo, da je to ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe res je to, da sprejmemo sebe take, kot smo, z vsemi svojimi svetlimi in sivimi pekami. In veste, včasih je še težje sprejeti svojo svetlobo, svojo moč, ki jo imamo v sebi in jo hočemo skriti. In ljubezen je, da to sprejmemo in da to pokažemo svetu, kdo smo. Kakšno je bilo leto, od katerega se poslavljamo za vas? Aha. Kaj ste se novega naučili morda? To leto je bilo zame precej izzivalno, priznam, predvsem na področju poslovnem, pa zdaj, ko razmišljam tudi na osebnem, a ne zato, ker pač kdo vodi posel? Jaz, a ne? In kdo sem jaz? Ja. Sestavek enih mojih prepričanj, vrednot, izkušenj in tako naprej. Kaj sem se naučila? Naučila sem se še bolj globoko zaupati vase, verjeti v sebe, zaupati v življenje, vesolje, Boga, kakorkoli želimo temu reči, da nas res podpira, ko se mi odpremo. In da, tako kot bi rekla Esther Hicks, da je kontrast del našega uspeha. Ne more biti samo svetlobe, če ni teme. Ravnovesje. More biti ravnovesje in harmonija. Pred novim letom smo, kako ne izkoristimo te dneve, Nataša, predvsem tale zimski solstici, o katerem toliko beremo in pišejo. Pač ja, pišemo, govorimo tudi mi. Ja. Zato, ker je to en tak zelo pomemben dan, jaz mislim, in to je ravno danes, ko smo dosegli tisto, da je najdaljša noč in se počasi zdaj to začne obračati, ko prihaja več svetlobe in s tem prihaja tudi več svetlobe v nas. Se mi zdi, da ljudje premalo sledimo tem naravnim procesom. Ravno zadnjič sem imela eno coaching klientko in je rekla, jaz bi govorila o tem, kako mi je energija padla, kako sem utrujena, kako nič ne morem in tako. In sem rekla, pa sej narava počiva zdaj. Mi mislimo, da moramo biti skozi v akciji, da moramo skozi biti najboljši na vrhu. Je nemogoče. In bi si lahko tudi mi mogli dovoliti, da gremo v ritmu narave in da je čas zime, ko malo bolj počivamo, ko smo bolj prijazni do sebe, ne pričakujemo toliko od sebe. In zdaj, ko bo začela prihajati svetloba, bo tudi v nas prihajala svetloba in s tem več energije. Se pravi, svetujete tudi vi, da bi si v teh dneh predvsem nabirali energijo, da bi potem spomladi eksplodirali. Tako, da pride do ekspanzije. Jaz se zelo velikokrat ker jaz sem pač tudi samo človek in živim v tem hitrem ritmu in tudi skozi mislim, da moram biti v akciji in tako naprej. In kolikrat se spomnim na tisto slikco srčnega utripa, gre gor in gre dol in če ne bi bilo tega, potem bi umrl. To se pravi, življenje je gor in dol. Pomembno je samo, da se tega zavedamo in da ne delamo neke drame iz tistega, ko smo dol. Ampak kako izkoristiti ta zimski solstici? Tudi vi na socialnem omrežju vabite k prav posebnemu obredu. Ja, to je obred ognja. To je en najstarejših obredov in najbolj, tako bom rekla, ko so jih delali že naši predniki povsod po svetu. Imamo še razne druge obrede, ampak ta je tak najmočnejši. Vsi ga lahko naredimo sami doma.
In sicer seveda na varen način, da vzamemo neko... A mora biti prav danes? Ali je lahko v teh Prav danes, zato, ker je prav danes nas ta energija narave najbolj podpira. A ne? In zvečer, da si vzamemo, ne vem, nekaj trenutkov zase, vzamemo neko posodo lito železno, damo noter svečo, zato da ne pride do kakšne neumnosti. Ne? In jaz vabim najprej, da pogledamo za nazaj. A ne? Kaj je tistega, kar me je mogoče oviralo v tem letu, kaj nisem znala, kdaj sem se kritizirala, svoja prepričanja, in da si to zapišem na papir. In potem res z občutkom rečem, ok, to predajam zdaj ognju v transformacijo, da gre. In s tem naredimo v sebi prostor, da lahko privabimo svetlobo, cilje, sanje, nekaj novega, drugačnega. Se pravi, ubesedimo to, danes zapuščam, ne vem, strahove, prepire. Smo konkretni, zelo pomembno je, da smo konkretni. A ne, da ni nekaj nasplošno. Naprimer, če dava en primer. Naprimer, kaj zvem, danes spuščam od sebe te svoje, ne vem, občutke krivde, zaradi tega, ker sem pred toliko leti temu človeku rekla to pa to. A ne, naprimer, da smo res konkretni. Pa ni treba zdaj, da je to cel seznam, ne vem, koliko stvari, zato ker vsega nismo pripravljeni. In s tem naredimo na nek način prostor novemu. Tako. Obredi imajo zelo veliko moč, tako na nas, na našo psiho in tako naprej, da res lahko nekaj zapustimo. Konec koncev tudi, če to, bom rekla, ne verjamemo, če se tega ne poslužujemo, pravijo, da je zelo dobro kdaj ubesediti misli, a ne, zato da se jih še bolj zavedamo, kaj je tisto, kar nas morda muči, ali pa morda po drugi strani, kaj si želimo. A je prav, da napišemo tudi, kar si želimo? Absolutno. To, kar ste rekli, zapisati, to je v bistvu ena najmočnejša terapevtskih tehnika, a ne? Ne rabimo nobenega terapeuta, zato rabimo papir pa tišino, pa da smo sami sabo in pišemo, a ne? To je stvar, ki jo jaz delam vsak dan, vsako jutro, da si pišem, kaj se je zgodilo in da si pišem seveda tudi svoje cilje, svoje sanje, kaj želim doseči. Ker drugače ostane, si veste, kako smo, v glavi, in potem to spuhti. Nas zelo hitro lahko zavede življenje in nas pelje drugam. Ampak samo napisati in nič ne narediti je verjetno utopija, Nataša. Ne, ni to čarobna paličica, ki bo rešila vse. Čarobna paličica smo mi sami. In sicer te misli, kar si mi zapišemo, jaz to vsak dan prepisujem, vsak dan si jih preberem, a ne? Da jih nosim v sebi, in ena tako zelo enostavna tehnika, če jo lahko podelim, je, da si zapišete, ne vem, ene 3, 4, maksimalno 5 stvari, ki si jih želite za čez celo leto. In potem ugotovite, in potem si to naredite tako na hladilnik ali pa nekam, in vsak dan naredite kljukico, ali ste karkoli naredili, da bi bili bližje temu cilju. Da bi bili bližje temu cilju. Ali pa, da, veste, pa to ni treba, da so samo cilji, želim si to doseči, to kupiti, Ne, kako izboljšati sebe. Naprimer, manj obtoževati, biti bolj tolerantna, bolj prijazna do sebe. To so neke naše vrednote. In potem si napišem in kljukam zraven, ali sem danes karkoli naredila za to, da bom bolj prijazna do sebe. In na ta način merimo in vidimo, in to res potem prenaša spremembe. Nataša Kogoj, vidim, da prav uživate v našem studiu. Ampak tudi luštnih stvari je enkrat konec. Še nekaj, bomo rekli, minut debate. S katerimi besedami bi nagovorili poslušalke, poslušalce takole ob koncu leta? Beremo, da je bilo to leto polno prevzemanja odgovornosti, da nas je učilo strpnosti, ljubezni, sočutja. Se strinjate s tem? Absolutno. In pravzaprav si želim, da to krepimo še naprej. Ne? Da ni to nekaj, kar se je letos dogajalo, ampak so to take vrednote, ki saj jaz si zelo želim, da jih negujemo za naprej. Veste, nobena stvar, kar sama od sebe ne živi.
Jaz se spomnim, ko sem jaz kdaj rekla svojemu bivšemu možu, pa dej reč mi kdaj, da me imaš rad. Pa rekel, pa si sem ti rekel, ko sva se poročila, ko bo pa drugačnim pa že povedal. In A to so pričakovanja, ki nas mogoče včasih ubijajo. To želite povedati? Lahko pričakovanja nas seveda lahko ubijajo, nas lahko tudi motivirajo, ne? V bistvu sem pa hotela povedati, da je treba negovati. Negovati in ljubezen in strpnost in ne vem, odprtost, drugačnost. Smo ljudje danes zelo drugačni. Pravite, da na vaše delavnice pride veliko žensk v moški energiji. Ja, res je. Učimo se biti ženske, kar je po eni strani normalno, da smo v moški energiji. Ne vem, če jaz sebe pogledam kot mamo samohranilko, jaz sem bila za vse sama, je bilo treba doma karkoli narediti, sem mogla sama. In seveda je to moška energija. In se jo moramo začeti učiti svoje ženstvenosti, ki jo imamo v sebi. Ker na ta način bojo tudi potem odnosi lahko precej lepši, ko bomo moškim pustili biti moški. Ne pa se bom sama. Boginja in bojevnica vse v enem. Tako. Ni dobro. Ni dobro in istočasno je pomembno iskati harmonijo. Ker vsi imamo yin in yang v sebi. Samo pomembno je, da ženske prevladamo v svoji ženstvenosti, in da je tistega yang, tistega moškega dela precej manj. Kako konkretno, s kakšnim nasvetom nam boste postregli, da izenačimo to moško in žensko plat? Da si dovolimo ženske sprejemati. Zame osebno je bilo to dolgo časa velik izziv. Jaz sem lahko šla, ne vem, v trgovino, pa je šel zraven kakšen prijatelj, daj bom jaz to že sama. Dajmo dovoliti sprejemati. Sprejemati, da nekdo nam pokaže, ker tudi mi radi dajemo, je res. Jaz zelo rada dajem in sem zelo hvaležna, če nekdo sprejme to, kar jaz dajem. In tega se moramo zavedati. Kaj si želite, Nataša, od leta, ki prihaja? Prva beseda mi je prišla na misel ljubezen. Želim si predvsem notranji mir in tisto zadovoljstvo sama s sabo. Tisto, da veš, si content, tako kot si. Naj se vam uresniči. Hvala. Hvala, ker ste prišli, delili z nami svoja spoznanja in, kot rečeno, vse dobro. Še naprej, pa morda še kdaj v našem studiu. Hvala lepa za povabilo in res vse dobro vam in vsem poslušalcem. Hvala za vašo pozornost, poslušalke in poslušalci. In ja, kaj bova rekli, tudi vam želimo veliko ljubezni. Srečno. Radio Robin.